na 13. redni seji komisija obravnavala točko z naslovom Obravnava poslovnega poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014. Takrat je komisija sprejela naslednja sklepa. In sicer komisija poziva vlado in ministrstvo za zdravje, da čimprej pripravita spremembe zdravstvene zakonodaje, s katerimi bo zagotovljena večja učinkovitost in transparentnost delovanja zdravstvenega sistema in zdravstvenih inštitucij, večja kvaliteta zdravstvenih storitev ter zmanjšanje čakalnih dob. Prvi sklep se torej nanaša na spremembe zdravstvene zakonodaje. In drugi sklep, komisija priporoča Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da pregleda obstoječi sistem obračunavanja zdravstvenih storitev in poda Ministrstvu za zdravje predloge za izboljšave. Sedaj bi jaz prosil predstavnike Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da nam povedo, kaj so že storili za realizacijo teh dveh sklepov. Tudi v luči tega, če lahko samo dodam tukaj po spominu, da je ministrica za zdravje na eni izmed sej zagotovila, ne obljubila, zagotovila, mislim, da bo nova zdravstvena zakonodaja v Državnem zboru septembra leta 2015. Po spominu govorim, da je bilo to dejansko. Ste pa prosim predstavniki ministrstva, zavoda, če lahko glede na ta dva sklepa daste kakšne informacije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Nina Pirnat, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Izvolite, gospod Pirnat. Torej, ta sklep je večplasten, zaradi tega ga bom tudi po plasteh predstavila. Torej, kar se tiče nove zakonodaje, je ravno kar v vladni proceduri resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, ki predstavlja temelje za rešitve in pa razvoj zdravstvenega sistema v naslednjem desetletju. Po drugi strani je bila v lanskem letu tudi zaključena analiza slovenskega zdravstvenega sistema, ravno zaradi tega, da lahko predlagamo potem novo zakonodajo, ki je naredila celoten pregled delovanja zdravstvenega sistema, pregled izdatkov zdravstvenega sistema, natančen pregled virov financiranja zdravstvenega sistema, pregled plačevanja v zdravstvenem sistemu in pa kot najpomembnejše optimizacijo zdravstvenih storitev. Gre za enega izmed izjemno redkih, tako celovitih pregledov zdravstvenega sistema v evropskem prostoru. Strokovni javnosti, zainteresirani javnosti in poslancem so bili rezultati predstavljeni na več posvetih koncem prejšnjega leta in pa v začetku letošnjega leta. Zdaj pa, da grem po posameznih plasteh tega sklepa, ki ga je sprejela komisija. Gospod Pirnat, če bi se lahko prosim osredotočali glede tega, čim prej pripravite spremembe zdravstvene zakonodaje. Da vse ostali seminari, kongresi, resolucije in tako naprej verjamem, ampak tukaj je bilo govora v letu 2015. Torej, glede na to, kdaj je bila komisija, ni bilo govora v letu 2015, ampak je bilo govora o nastajanju zdravstvene zakonodaje, o točno določeni časovnosti, pa če gremo glede prvega dela sklepa, ki se nanaša na večjo učinkovitost in transparentnost delovanja zdravstvenega sistema in zdravstvenih institucij. V septembru leta 2015 je bila oblikovana delovna skupina za pripravo novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katero so bili imenovani predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Nov zakon na vladi bo obravnavan v oktobru 2016 in pa potrjen v Državnem zboru po časovnici v drugi polovici leta 2016 oziroma do marca 2017. Prednostna področja zakona
izhajajo iz analize, ki se je izvajala in končala v letu 2015, zato sem jo tudi uvodoma omenila. In sicer preoblikovanje dosedanjega prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zakonska ureditev pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so sedaj pravno sistemsko nepravilno umeščene v podzakonski akt, ki je izdan na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v tako imenovanih pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, potem posebej bodo obravnavane pravice, ki dokazljivo ne prinašajo ustrezne koristi za zdravje, in pa določitev statusa Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ureditev finančnega nadzora ZZZS. Potem drugi del sklepa, ki ga je obravnavala in sprejela komisija, se je nanašal na večjo kvaliteto zdravstvenih storitev. Večja kvaliteta zdravstvenih storitev ni nekaj, kar storiš v enkratnem posegu, ampak se izvaja in pa dopolnjuje že skozi leta. In tudi sedaj ministrstvo bo z ukrepi prispevalo k nadaljevanju. Torej, veste, da so je že v letih 2012 do 2014 so se v proces akreditacije vključile vse slovenske bolnišnice. V tem času je bilo akreditacijo pridobilo 25 bolnišnic, od 25 bolnišnic 14, govorim za čas do leta 2014. Sedaj izvajamo kazalnike kakovosti za spremljanje dela v referenčnih ambulantah družinske medicine in so dogovorjeni in predstavljajo dobro osnovo za spremljanje uspešnosti tega programa v prihodnje. Cilj Ministrstva za zdravje pa je zagotovitev sistema celovite kakovosti v zdravstvu s kazalniki in poročili še naprej, ki bodo dostopni široki skupini uporabnikov, tako izvajalcem zdravstvene dejavnosti, pacientom in plačnikom. Kaj bomo v letu 2016 in 2017 izvedli za izboljšanje kakovosti? Spremenili bomo zakonodajo za določitev pogojev in pa pristojnosti zagotavljanja nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, osredotočene na pacientov in ureditev pristojnosti posameznih institucij v zdravstvu za nadzor nad kakovostjo. Posodobili bomo nabor kazalnikov kakovosti, ki že obstajajo, so že sprejeti, jih izvajamo, ki se spremljajo na nacionalni ravni, vključno z merjenjem zadovoljstva uporabnikov, in tudi te kazalnike kakovosti javno objavili. Posodobili bomo sistem spremljanja in izvajanja ukrepov za opozorilne varne dogodke in druge škodljive dogodke. Naj poudarim, da ta sistem spremljanja seveda že obstaja, vendar pa so dogodki v preteklosti pokazali, da je potreben določenih prilagoditev, določene posodobitve, in ravno to sedaj počnemo. Potem sprejeli bomo nacionalno strategijo smotrne uporabe protimikrobnih zdravil in obvladovanja protimikrobne odpornosti v humani in veterinarski medicini in sprejem nacionalne strategije za preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu. Tudi to je eden izmed pomembnih meril kakovosti, ker je namreč obvladovanje bolnišničnih okužb in spremljanje oziroma sprejetje vseh ukrepov za zagotovitev preprečevanja le-teh eno izmed ključnih, ki se pomeni kakovost zdravstvene oskrbe v neki državi. In tretji del tega sklepa, ki se nanaša na zmanjševanje čakalnih dob. Ministrstvo za zdravje je področje čakalnih dob seveda prepoznalo za prednostno področje praktično takoj ob svojem nastopu. Zato je tudi skrajševanje čakalnih dob eno izmed ključnih usmeritev v naši resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, zato ker neugodno ne vplivajo samo na pacienta, ampak predstavljajo tudi dodatno organizacijsko in finančno breme za zdravstveni sistem. Zaradi tega je ministrstvo že oblikovalo več aktivnosti. Že v začetku leta 2015 je pričelo s projektom za boljše upravljanje čakalnih dob, v katerega so se potem septembra 2015 vključile Splošna bolnišnica Celje, Zdravstveni dom Celje, Splošna bolnišnica Izola z obalnimi zdravstvenimi domovi Koper, Izola, Piran, specializirana ortopedska bolnišnica Valdoltra. Z posameznimi dobrimi praksami se bo v ta pilotski projekt potem vključevali tudi ostali izvajalci zdravstvenih storitev. Izbrali bomo potem tudi 3 do 4 čakalne dobe, ki si jih bomo spremljali v okviru pilotskega projekta v vseh izvajalcih v Sloveniji.
V okviru tega projekta bo potem izdelan tudi načrt virov, postopkovnih rešitev in potrebnih finančnih sredstev za obvladovanje čakalnih dob na nacionalni ravni ter potem načrt za uvedbo sprememb v celotnem zdravstvenem sistemu. Naj povem, da je seveda ta projekt spet večplasten, večstopenski, nanaša se tako na primarno zdravstveno varstvo, na specialistiko, na terciarno zdravstveno varstvo in potem na vertikalne povezave med njimi. Zato sem tudi na začetku omenila analizo, ker tudi analiza je pokazala eno izmed slabosti pri podvezovanju posameznih deležnikov in pa tudi umeščanju ljudi na čakalne sezname. Pilotski projekt se bo zaključil predvidoma do julija 2016. Ker gre za intervencijski projekt, pomeni, da bojo preverjene ugotovitve, ki jih zdaj že ugotavljamo v praksi, tudi sproti implementirane in se sproti implementirajo, vgradijo v zdravstveni sistem. V letu 2016 bomo potem tudi implementirali dokončno projekt e-čakalni seznami in krajšanje čakalnih dob, ki smo ga tudi seveda začeli oziroma uvedli v lanskem letu, kjer bodo izvajalci zdravstvenih storitev poročali o čakalnih dobah v nacionalni čakalni seznam in pa potem o prvih prostih terminih glede na e-zdravje, ki je bilo uvedeno, kot veste, v lanskem letu. Na osnovi ugotovitev pilotskega projekta je potem predvidena tudi prenova zakona o pacientovih pravicah in pa tudi pravilnika o nadaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in pa potem o načinu vodenja zdravstvenih seznamov. Toliko glede prvega sklepa. Drugi sklep, ki se pa nanaša v pregledovanje obstoječih sistemov obračunavanja zdravstvenih storitev in pa podajanju Ministrstva za zdravje predlogu za izboljševanje. Naj pa samo to povem, da so obračunski modeli trenutni predmet splošnega dogovora in pa pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi sklepov upravnega odbora ZZZS, kar se seveda po mnenju Ministrstva za zdravje bo v prihodnosti spremenilo in sicer na enotno raven zakonodaje. In tudi tukaj bo ministrstvo glede na ugotovitve analize, ki sem jo želela malo bolj natančno poudariti v začetku, da bomo razumeli, o čem se pogovarjamo, ter zaradi usmeritve preko specifičnih ciljev in ukrepov resolucije pripravo ustrezne spremembe veljavnih obračunskih modelov in pa seveda uvedel nekatere nove. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot aktivni partner se sodeloval pri ugotovitvah analize in bo seveda tudi nadalje aktivno udeležen pri pripravi sistemske zakonodaje in pa regulacije obračunskih modelov tudi v nadaljevanju. Toliko v kratkem. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni. Jaz sem eno vprašanje ali pa nekaj vprašanj v zvezi s tem. Zdaj, ljudi zanima, veste, koliko se bodo čakalne dobe zmanjšale? Kakšen cilj imate? A lahko kakšne primere navedete? Jaz verjamem, da vsi ti pilotski projekti, vse te resolucije, kjer so zmanjšanje čakalnih dob prednostna področja, kjer vsem tem govorimo, ampak kljub, vi pravite, spoštovana državna sekretarka, o večplastnosti vsega tega sistema. Na koncu zanima ljudi in tukaj je zdravstveni sistem za ljudi, to se mislim, da se pač trdim, da je za ljudi, ne za to, da recimo sami sebi pišemo zakonodajo ali pa sami sebi pišemo resolucije ali pa organiziramo konference in seminarje. Koliko bo na koncu zmanjšana čakalna doba? Ne vem, za ortopeda ali pa sami si izberite katerekoli specialiste, da nam je tako govoril, ali pa za srčno operacijo, ne vem, kakšno drugo operacijo. Ni čakalni dob, v redu. Ja, gospod Vrtovec, izvolite. Ja, predvsem zadnja plast tega člena oziroma tega sklepa, ki smo ga sprejeli, tudi mene zanima, to so čakalne dobe, te prve plasti, vemo, da niso bile najbolj realizirane, ampak glede te zadnje plasti sklepa je bilo veliko govora in sicer
o tako imenovanih pilotnih projektih v Izoli in v drugih bolnišnicah. Pa bi res rad povprašal, predvsem Izola se je omenila kot lep primer, dober primer, kako je ministrstvo začelo s poskusnim pilotnim projektom skrajšane čakalne dobe. Mislim, da so Primorske novice na dolgo in široko to opisovale. Pa bi rad res povedal, oziroma res vas bi rad vprašal, pa mislim, da je lahko v 10 sekundah odgovorite, koliko dni, tam, kamor so bile čakalne dobe v bolnišnici Izola, za koliko dni so se skrajšale. Ta pilotni projekt traja že, mislim, da 3/4 leta. In kakšni učinki morajo biti, drugače je morda ta pilotni projekt preslab pilotni projekt. Tako da samo za koliko dni, če imate podatek. Ja. Gospa Pirnat, gospod Fakin, se je tudi prijavil, mislim. Izvolite, gospod Fakin. Ja, mogoče tako v splošno informacijo čakalne dobe. Ne. Trenutno čaka 208.000 ljudi, kar je 15% več kot v bistvu mesecu lanskega leta. Več. Več, ja. Je pa to, tako kot je državna sekretarka že rekla, organizacijski in finančni problem. Mi največkrat naletimo, da ponudimo kakšen program za delati, pa je problem realizacija, ker se ne morejo uprave bolnišnic zmeniti s svojimi zdravniki, predvsem zdravniki, da bi več naredili. Ta problem obstaja in ga je treba jemati v luči tudi poskusa znižanja delovnih normativov, kjer sindikat splošnih zdravnikov in sindikat Fides seveda pritiskata zdaj v pogajanjih, da bi si delovni normativ znižala, kar bi bil svetovni unikum, da bi ga sprejeli v sistem. Se pravi, obeta se še daljša čakalna doba, tako grobo povedano. Ne. Res pa je, da se je število zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, kjer je večina čakalnih dob za 4.000 povečalo v zadnjih 10 letih. In kar se nas tiče, menimo, da je še prostor za organizacijske izboljšave, ki pa jih, vsaj kar se zavoda tiče, v zadnjih 4-5 letih rešujemo težko, ker smo bili zavezani fiskalnemu pravilu in je šlo bistveno manj denarja v zadnjih 4 letih v zdravstveni sistem kot v drugih letih. No, v zadnjem letu 2015 se je in 2016 je tega denarja več, vendar pa so pritiski, da bi se ta denar usmeril v boljšo vrednotenje storitev in ne v odpravo čakalnih dob, kar precej veliki. Tako da jaz sem razočaran, veste, da sem rekel, da tisti dobiček, ko ga je imel zavod konec leta 2014, bi dalo odpravo čakalnih dob, vendar je bil pritisk Združenja zdravstvenih zavodov tako močan, da se je vlada odločila drugače in je povišala cene zdravstvenih storitev, ne pa programov. Kar se Zavoda za zdravstveno zavarovanje in njegove skupščine tiče, čakalnih dob ne bi smelo biti. Vendar pa si ne smemo delati iluzij, da jih ne bo. Medicina namreč napreduje. Danes zdravimo take bolezni, ki jih včasih nismo. In je, če preberete današnje Finance, je prav polemika o enem zdravilu, precej velika, kjer pa ena doza, letna doza stane 96.000 evrov. In imamo vedno dilemo, kaj je prioriteta, skozi na mizi. Tako da me pa veseli, da je to ratala tudi prioriteta ministrstva, če sem malo morda ciničen. Ne. Kar se tiče pa obračunskih modelov, našega dela vprašanja, ki ste ga imeli, Zavod nenehno posodablja obračunske modele. Tule je
dokument, v katerem si to lahko preberete, je na spletni strani. Nazadnje smo ga posodobili 15. oktobra lansko leto in z letošnjim letom, s 1.6. naprej, pa že v lanskem letu vstopa v veljavo preko 30 sprememb v samih obračunskih modelih. Dotaknil bi se pa zakonodaje. Zavod bi lahko prevzel večjo odgovornost, če bo politična volja takšna. Zakonodaja trenutno, tako kot jo mi vidimo, predvideva, da bomo se o obračunskih modelih dogovarjali partnersko in na koncu bo odločila vlada. To je stališča zavarovalništva nekaj nerazumljivega, ker izračun cene in kako se cena obračuna je strokovno dejanje, ne politično. In tle so tudi pritiski konkretno zdravniške zbornice, da bi se dogovorili, kako bomo obračunavali posamezne storitve, to pa nima veze s stroko. Posamezno storitev je treba obračunati z izgubljenim časom, izmerjenim in pričakovanimi oziroma dogovorjenimi materialnimi stroški pika. Nimam kaj se pogajati o vsebini, to je stvar čist grobih izračunov. Tako da, kar se zavoda tiče, nenehno posodabljamo obračunske modele, to se zgodi vsaj 3-krat na leto, je kontinuiran proces, bi si želeli pa več pooblastil, konkretno, da bi obračunske modele in cene zdravstvenih storitev bile v domeni zavoda, ne pa da se veliko stvari rešuje preko vlade pod takim ali drugačnim političnim pritiskom. Nažalost, vsakega predsednika vlade v pogajanjih z Fidesom, vsaj 2 poznam, ki sta v tistem času zbolela, pa so mogla biti operirana, pa je prišlo to je bilo 10 let nazaj, pa je prišlo do tega, da so se dogovorili za višje cene. Žal je to tako, ampak slučajno. Gospod Bratušek. Najlepša hvala. Bom zdaj še enkrat preverila, če sem prav slišala, da so čakalne vrste danes 15% daljše, kot so bile pred enim letom. To sem prav slišala. Se pravi, 500 dni, nekaj več kot 500 dni dela te vlade pa te ministrice in te vlade, imamo čakalne vrste daljše. Na mizi imamo analizo, za katero smo dali nekaj več kot 300 000 evrov, ugotovila je pa točno to, kar sami že dolgo vemo. Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, ki mu nasprotujejo vsi, tako da kolegice in kolegi tamle z koalicije, jaz upam, da dobro slišite, kaj se na področju zdravstva v teh nekaj več kot 500 dneh zgodilo. Za piko na i je pa še, danes imamo z nami predstavnika ali pa vodilna 2 največjih inštitucij odgovornih za izvajanje zdravstvene oskrbe Slovencev z nami in v 500 dneh niste uspeli zagotoviti stabilnega vodenja. Oba dva, ki sta danes z nami, sta tam kot vršilca dolžnosti. Gospa nekaj manj, gospod pa mislim, da že 1 leto. 1 leto. To je rezultat dela na področju zdravstva. Jaz mislim, da tudi ena sama beseda ni več potrebna. Hvala lepa, gospod Bratušek. A želite kaj odgovoriti, gospod državna sekretarka, predvsem glede na to, da gledajte, mi smo mislili, da se situacija izboljšuje v zdravstvu, vsaj jaz osebno sem mislil, pa nisem gledal tako tekoče seznanjen s tem, ali premalo hodim k zdravnikom, ampak zgleda, da se slabša. Ob vseh resolucijah, pilotskih projektih in tako naprej. Vi ste nam naštevali te pilotske projekte in jaz mislim, da lahko rečem, da marsikatera vlada je vse te pilotske projekte, vse to delala. Ampak kaj boste naredili, da se bo zadeva v zdravstvu premaknila? Sej, kakšna konferenca lahko tudi manjka ali jo pa spustite, pa to ni nič
v dobro ljudi, se čakalna doba zaradi tega ne bo nič krajša. Tudi zaradi samega pilotskega projekta ne bo nič krajša. Tudi verjetno kakovost storitev zaradi same resolucije ne bo nič boljša. Ne glede na to, kaj napišete, no, da je prioriteta ali pa da ni. Teh resolucij, gledajte, da sem že toliko star, da sem že malo alergičen na te resolucije. Če lahko odgovorite ljudem, kaj lahko pričakujejo od Ministrstva za zdravje, da bo naredilo v njihovo korist, glede na to, da gre za čakalne dobe in za njihovo zdravje. Izvolite. Za začetek naj povem, da čakalne dobe seveda niso samo slovenski problem. Je pa, da se razumemo, metodologija spremljanja oziroma kaj sploh imenujemo čakalne dobe med različnimi državami zelo različna. In ta pilotski projekt je med drugim tudi pokazal, da imamo pri metodologiji spremljanja en cel kup napak, in pa da tudi poročamo o marsičem, o čemer v tujini ne poročajo. Če pogledamo zdaj, kaj je konkretno pokazala analiza v bolnišnici Valdoltra, pri podrobnem pregledu čakalnih dob, o katerih poročamo in zaradi katerih naj bi bili mi tako neuspešni, pokazala je, da je 50% napotitev iz primarnega na sekundarni nivo v bolnišnico neutemeljenih oziroma na operacijo le ti ljudje sploh ne morejo, ker njihovo zdravstveno stanje v tistem trenutku tega ne omogoča. In ravno tukaj bo Ministrstvo za zdravje, ker je tako podrobno šlo v drobovje čakalnih dob, pogledalo in že izvaja interventne ukrepe za odpravo le-tega. To pa je takojšen pristop k primarnemu zdravstvenemu varstvu, ker le tam so napotovalci na specialistične preiskave, intenzivno nadaljnje uvajanje referenčnih ambulant, kjer poleg zdravnika k bolniku pristopa tudi diplomirana medicinska sestra in nadalje pomaga pri kroničnih boleznih in obvladovanju dejavnikov tveganja, k takojšnjem sprejemu nastanka interventnih protokolov, povezovanja primarno in sekundarno raven, k takojšnjemu interventnemu uvajanju ukrepov triažne ambulante, kjer le te še ni. Kot primer dobre prakse smo mi našli, da marsikje izvajajo triažno ambulanto. Namreč triažiranje, tisti, ki se na zdravstvo dobro spoznate, najbrž veste, da lahko za 20 do 25% zmanjša sploh nekoga uvrstitev na čakalno listo, če zdravnik to pogleda. Vendar tudi triažiranje, kot smo se zdaj ugotovili, ni potekalo vse povsod enako. In zdaj to poenotimo. Poskušam vam povedati, da ravno za tem projektom mi aktivno pristopamo k temu, zakaj čakalne dobe sploh nastajajo. In to je, tudi intenzivno ukrepamo z interventnimi ukrepi, ki jih najdemo na mestu samem. Kar se tiče tega, da naj bi le ta projekt potekal 1 leto. Projekt intenzivni pregled posameznih dob pri izvajalcu zdaj poteka dobre 3 mesece. Predtem smo morali dogovorno in pa metodološko pripraviti, kako bomo pristopali in kakšne ukrepe bomo ob tem tudi lahko upravljali. Pa morda samo še tole. Tako analiza kot pa intervencijski ukrep jasno kažejo, da samo dajanje denarja v sistem, kot si mogoče nekdo predstavlja, več denarja bomo dali v sistem, pa čakalnih dob ne bo, seveda ne zadošča. Ker ključni so tisti dejavniki in tisti ukrepi, s katerim samo učinkovitost zdravstvenega sistema in pa samega dela pri bolnikih seveda izboljšamo. In kako ob tem kazalnike kakovosti seveda udejanjamo. Toliko na kratko. Hvala lepa. Gospod Vrtovec. Jaz se malce zdravstvom ukvarjam, ko sem član odbora za zdravstvo. Gospod Fakin je prej omenil, da krivca pozna, gospa Pirnatova. To so uprave podjetij,
se pravi podjetij, se opravičujem, zavodov, ne, ter zdravniki, ki pač ne opravljajo svojega dela tako, kot bi ga morali. Sem prav razumel. Pa poglejte, kaj imamo mi eno težavo v teh zavodih? Nestabilna vodstva. Jaz se ne bojim za gospoda Fakina. Veste zakaj? Zato, ker naslednja skupščina, ki bo, se spet prijavil, bo zmagal. Pa on to dobro ve. Če ste ga želeli zamenjati, spremenite zakonodajo. Ne? Pa ste to šli še prav debilno vodilo, pa je niste. Ne? Če želite saj delati tako, ker bi morali delati, ne bomo imeli pa VD-ja še dolg časa potem takem. Ampak medtem, ko gre vladi izredno dobro menjavanje uprav DUTB-ja, SDH-ja pa blablabla, ne, nastajajo recimo pri vodenih zavodov, kot kaže, izredne težave. In ukvarjali ste se z gospodom Baričičem v Ljubljani skoraj pol leta, brez enega učinka, ščitili ste mu hrbet in vse, ne. Zdaj se pa stvari po svoje dogajale in posledično se tudi vprašanje čakalnih dob niso dogajale. In ko govorite o metodologiji čakalnih dob, vete, zdaj, če lahko delate tukaj strokovno ekspertizo, kva čakalne dobe so in tako dalje, ne morete tega delati enemu, ki čaka na pregled hrbta ali pa ortodonta, naprimer 2 leti. Ta zelo dober ve, kaj čakalna doba je. Zaradi tega, ker čaka 2 leti za ortodonta. To je malce nesmešno. Analiza. Analiza je izredno dobra. Ampak vsi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, mislim, da tudi gospod Fakin, ki je tukaj, da vse, kar je v tej analizi zapisano, vse to tej ljudje že vedo. Dobili ste morda samo kakšno potrditev več, zakaj do problemov v zdravstvenem sistemu prihaja. Ampak veste, od analize in navdušenja, da zdaj pa mi vemo, kaj je narobe, ne? Navdušenje. Ko vas poslušam, gospod Pirnat, vas in ministrico, vidim, da ste izredno navdušeni, da zdaj pa smo že skoraj rešili problem, zaradi tega, smo to analizo naredili. Ampak od tega navdušenja do same realizacije in rešitve problema so svetlobna leta. Sploh v Sloveniji, pri vseh povezavah, ne, ali pa bi rekli vi na ministrstvu, deležnikih v zdravstvenem sistemu, ne, so ta svetlobna leta očitna. Pravi, veliko časa bo še trajalo, da boste vi uresničili realizirali, kar je v tej analizi zapisano. In še enkrat sprašujem, ali so kaj stali tej pilotni projekti, koliko je šlo davkoplačevalskega denarja v ta pilotni projekt, recimo v Izoli, in kakšne so učinki. In se pa strinjam z vami, ne. Lahko mi vržemo ogromno denarja za zdravstveni sistem in učinkov nobenih ne bo. In če vi mislite reševati čakalne dobe, čakalne vrste z nekimi pilotnimi umetnimi projekti, to ne gre tako. Ne. V tujini je najboljša metodologija, kako se rešiti te težave, se imenuje konkurenčnost. In ko bodo morali izvajalci tekmovati med seboj, ne, tako kar morajo v Nemčiji, ne, takrat bo rešitev na dlani. Kajti tisti, ki bo imel daljšo čakalno dobo, vse državljan bo rekel, jaz pa pri tebi ne bom bil, ne. Zakaj bi šel k enemu zdravniku, ki ima čakalno dobo, če imaš možnost en drugam. Oziroma ta bo izločen iz trga, ker bo slab izvajalec zdravstvenih storitev. Ampak smo že pri usmeritvah, se pravi, stran od neke socialistične ureditve. Tako da jaz vam želim res eno dobro borbo proti čakalnim dobam in uspešno realiziranje te analize, pa manj navdušenja, samo o analizi. Gospa Bratušek, potem gospod Janša. Zdaj mi smo, pa jaz sem govorila o čakalnih dobah danes in pred enim letom v Republiki Sloveniji, ne v luči mednarodnih primerjav. Tako da to, da so danes čakalne vrste za 15% daljše, kot so bile pred enim letom, mislim, to je nedopustno. Nedopustno, neodgovorno, kaj še ne rečem. 15%. Lahko se začnemo pogovarjati, zakaj so v Sloveniji čakalne vrste toliko daljše in ali so res toliko daljše od tistih v tujini. To lahko polemiziramo. Ampak razlika
danes in pred enim letom, to je pa rezultat, nažalost, dela te vlade in te koalicije na področju zdravstva. In strinjam se, da je vodenje v naših zdravstvenih zavodih velik problem. Marsikaj bi se z odgovornimi vodstvi dalo rešiti. Ampak primer zdravstvene zavarovalnice, primer gospoda Fakina, kaže na to, da če nisi naš, pač nisi dober. SMC je našel drugega kandidata, ki ni dobil podpore niti v skupščini, kaj šele v državnem zboru. Tako delate zadnje leto. Zato pa so čakalne vrste daljše, ker se ne soočate s problemi. Nič pravzaprav ne delate in to je največja žalost. Tam, kjer pa delate, bi bilo pa mogoče boljše, da ne bi nič naredili. Primer Jesenice, gospa državna sekretarka zelo dobro pozna ta primer, kjer se je z hitro menjavo direktorja, kljub temu, da je del politike, tudi vladne, takrat temu nasprotoval, pokazalo, kako se lahko ena bolnišnica iz zelo slabega finančnega stanja pripelje vsaj v normalno, daleč od tega, da dobro, ampak v normalno. Ampak v enem letu in pol niste rešili niti enega kadrovskega problema. Niti enega. Še več dodatno je bilo narejenih. Ne bomo danes rešili tega, ker smo tukaj zato, da bi se pogovarjali, ali ste spoštovali sklepe, ki jih je sprejela Komisija za nadzor javnih financ ali ne. In tukaj že lahko ugotovimo, da jih niste, ker zakonov še ni v državnem zboru, vse ostalo pa mislim, da bo malo širša tema na odboru za zdravstvo, ampak dejstvo, da danes ljudje v Sloveniji dlje čakajo na zdravstveno storitev, je najmanj zaskrbljujoče, če ne še kaj drugega. Hvala lepa. Gospod Janša, izvolite. Čakalne dobe so posledica glavnih treh dejavnikov, kvalitete kadrov, organizacije in denarja. Računsko sodišče je ene stvari poseglo, ene pa pač bolj površno. Na koncu se vse preračuna v denar. In tukaj bi bilo še zelo veliko dela za resno revizijo računskega sodišča. V lanskem letu so mediji objavili nekaj dobrih analiz na podlagi podatkov iz supervizorja, vezanih na klinični center. Med drugim so odkrili, da desetine milijonov iz kliničnega centra odhajajo v podjetje, ki je v Sloveniji ali pa ki v Sloveniji izdaja mladino. In sicer za neke ortopedske pripomočke, ki se preplačuje tudi po 4-krat. Zelo kratek krog je, pa ni bilo nobenega razburjanja, nobene akcije strani Ministrstva za zdravje, niti se v to podrobno ne izpustilo računsko sodišče. In še več denarno sicer manjših tovrstnih povezav je bilo odkritih, pa to nikogar ne zanima. Zdaj, ko se te desetine milijonov seštejejo, lahko to mirno stvar pretvorite v čakalne dobe, daljše čakalne dobe, pa na koncu tudi v število smrti. Danes je, pred kako uro je Eurostat objavil podatke ob dnevu boja proti raku, ki so za Slovenijo šokantni. V Sloveniji 32% vseh ljudi, ki umrejo, umre zaradi raka. To je največ od vseh držav Evropske unije, predvsej nad evropskim povprečjem in skoraj še enkrat več kot v državah z v primerljivim okoljem. 32%.
Zdaj lahko se pogovarjamo o tem, kakšen delež krivde je tukaj pri različnih faktorjih, sigurno ni vse na zdravju in na čakalnih dobah. En pomemben del pa pač je. En pomemben del pa pač je. Tako da to je izjemno pomembna tema in se ta debata jemlje preveč na lahko. Hvala lepa. Gospod Božič, izvolite. Hvala za besedo. Kar se tiče teh sklepov, pa tudi ene ima noter tudi večja kvaliteta zdravstvenih storitev, pa tudi sam mislim, da predsednik ste vmes omenili, kaj je bilo v bistvu v zdravstvenem sistemu narejenega za ljudi. Kar se tega tiče, mislim, da vseeno kakšne stvari je pa treba izpostaviti, kaj se je naredilo za ljudi, tudi zato, da bojo vedeli, kaj bodo od tega sistema oziroma dejavnosti tega ministrstva oziroma te vlade imeli. Ena izmed zadev je sigurno dokončanje oziroma uspešno dokončanje 10 urgentnih centrov, dajmo reči 9, glede na to, da Izola se še zaključuje zaradi pritožbe na razpis, ki so solidno opremljeni, z najnovejšo opremo, imajo zagotovljene v večji meri, se pravi, tiste posadke, ki se bojo s časom še dopolnile, ko se bo praksa dopolnila, in bo nekako državljani na enem mestu lahko dobili vse tiste storitve, ki jih v nekem urgentnem primeru tudi potrebujejo. Druga zadeva, po mojem, tudi to, kar smo spremljali že dolga leta, ne, kar se tiče gradnje Ljubljanske urgence. Tam, kot jaz vem, tudi v proračunu so se končno zagotovila sredstva, da ta projekt lahko sploh zaštarta. Pa smo se ukvarjali dolga leta. Tako da mislim, tle je bil premik, ker eden izmed ključnih premikov je definitivno to, da se ti znajdejo v proračunu sredstva, ker če jih ni, se lahko vedno samo pogovarjamo. Naslednja zadeva, ki smo jo spremljali dosti po medijih, nekateri izmed nas dosti pred tem, ko smo se sploh srečali z politiko, ne, je vodovod na Onkološkem inštitutu. Kot jaz vem, se ta zadeva končno po nekaj letih začela premikati in se pričakuje, da se bo v tem letu tudi končala. In to ni konec koncev zgleda lahko trivialna zadeva, ampak Onkološki inštitut in kvaliteta vode tam, glede na to, za kakšne paciente gre, je pač ključnega pomena, zato da imaš neko bajto, ki če si jo zgradil, vsaj lahko služi temu svojemu osnovnemu namenu, za katerega je bila predvidena, glede na to, koliko denarja je bilo v to zgradbo oziroma v ta sistem že v preteklosti vloženega. Naslednja zadeva, ki se mi zdi tudi sorazmerno pomembna, pa nekaj odmeva sicer je bilo, ampak v Mariboru imamo novo onkologijo in radioterapijo. Tu zdaj tudi konec koncev je za tiste bolnike, ki to potrebujejo, nekaj jih je tudi dalo izjave, da jim bo to na nek način koristilo. In to se tudi ni zgodilo samo od sebe, neke poteze je bilo treba potegniti in se je to potem tudi nekako pripeljalo do konca. Kar se tiče tiste debate, ki vedno teče tudi o neki vlogi, se pravi te ambulant družinske medicine, tle tudi je bil narejen en korak naprej, predvsem kar se tiče števila. Je pa res, da bo treba še kaj narediti, ker ta pomanjkanja, ki so bila ugotovljena, so, ne da se jih pa rešiti pretirano, mislim, na hitro, se pa rešujejo. Naslednja zadeva, ki mislim, da smo tudi tle na komisiji najbolj že obravnavali, čeprav morda bolj v kakšnem drugem odboru, ko smo se ukvarjali s tem, na kakšni stopnji razvoja je trenutno Slovenija po digitalizaciji. Po tem, da smo zelo hitro začeli, hitro prebili zvočni zid in potem se naenkrat ustavili. In ta ustavitev, ki se je zgodila vmes, se je tudi začela reševati. Kar se tiče uvajanja oblaka in tako naprej, da so bili na zadnje narejeni neki transferji, se pravi delovanja carinske uprave v ta oblak in tako naprej, druge zadeve bojo še sledile, ampak z področja zdravstva je sigurno ena zadeva, ki se mi zdi se uspešno pripeljala do konca ta e-recept. Se pravi, da se del administracije poreže, da se postane tudi bolj prijazno nekemu pacientu, da se mu pa morda le kakšna pot prihrani, da lahko kdo kljub temu, da so izjemno, se pravi, neke veščine, ki so si jih pridobili rečemo tisti, ki morajo zalagati ljudi z zdravili, da jih bojo lahko opustili. In to je poznavanje oziroma znanje branja zdravniških rokopisov na receptih. Mislim, da glede na to, da je zdaj to elektronsko urejeno, smo se temu nekako izognili oziroma smo naredili korak naprej in se lahko ukvarjali tudi s
čim drugim bo to hitreje potekalo, tudi kar se tiče upravljanja zalog in tako naprej. Naprej zadeva, ki je bila tudi dosti izpostavljena večkrat in se načenja oziroma se je začela po mojem mnenju uspešno, glede na cifre, če gledamo z nekega finančnega vidika, je kar se tiče javnih naročil. Kar se tiče tistih, se pravi, tiste zdravili, ki se najbolj množično uporabljajo, da pride do nekega skupnega javnega naročila, kar se v končni fazi na neki masi da prišparati, ne glede na to, da ne bo učinka na, se pravi, kvaliteto teh zdravil za pacijente. Seveda, kakšni odlični pogajalci se kje lahko še vedno izpogajajo najbrž za nekoliko boljšo ceno, ampak v generalnem, če se potegne črta, kot jaz razumem, je prišlo do več kot do dvomestne spremembe v tem, koliko se je za ta ista zdravila porabilo v preteklem obdobju. Nadalje, mislim, da je bila ena solidna praksa potegnjena in izboljšana, kar se tiče naročil pri opremi. Tukaj kaj mislim? Se pravi, zaenkrat imamo, če prav razumem, en primer, upam, da jih bo kmalu več, te dobre prakse, ko se je naročilo opremo za urgentne centre, je prišlo do skupnega naročila, ki je tudi pripomoglo k temu, da se ni vsak zmišljeval, kaj bi rabil, ampak da so se usedli za mizo, so se dogovorili, kaj bi se rabilo, kakšne specifikacije mora imeti ta oprema in se je na koncu doseglo tudi neko primerjalno, glede na tisto, kar bi bilo, če bi vsak posamično naročal, tudi ocenjeno, da se je tam prišparilo približno 30% tistega, kar je bilo planiranega, da bi se za to moglo porabiti, če se bi jih temu pristopilo na predhoden način. In tako naprej. Tako da potem recimo kakšne zadeve, ki se spet tičejo neposredno sigurno državljanov, če gledamo, je program SVIT, ki se je tudi razširil. Tako da določeni elementi, ki se tičejo državljanov, jaz mislim, da so bili izvršeni, verjamem, da bodo tudi v prihodnje. To ni neposredno to, da spreminjaš zakonodajo, ampak je to, da jo čim bolj učinkovito izvršuješ, kar je tudi bila v preteklosti težava, pa je še zdaj in se jo skuša nekako obvladovati. Ker nič nam ne pomaga, če imamo izjemno število predpisov, ki jih na momente, mislim, da je bilo na zadnje to primer, ko smo imeli sejo glede sprememb pri zdravstvenih prispevkih, primer, ko je predlagatelj, ki je del zakonodajne oblasti, dal noter zakon, ko je spreminjal člene, ki ne veljajo več. Kar pomeni, da smo imeli še v državnem zboru, tisti, ki se ukvarjamo na dnevni bazi z zakonodajo, imamo težave z vedenjem, kaj od tega velja, kako velja in skozi vse te prenove, ko prijemo, kaj sploh to pomeni. In kaj moramo pa na koncu spremeniti, da bo nekaj boljše. Tako da bi se to dalo v enem tednu narediti ali pa v nekem zelo, zelo kratkem času, jaz se s tem nekako ne strinjam. Strinjam se s tem, da preden se gre v neko stvar resno posegati, morajo biti narejene analize, kolikor čudno se še to čuje, zaradi tega, ker določene hipoteze, ki so danes, so lahko resnične ali pa so neresnične. Dokler jih nimaš preizkušenih, lahko z nekimi hitrimi ukrepi narediš več škode, kot koristi. Tako da jaz ne bi jih zavrgel, da se dela samo analize in da se jih dela za brezvezen, da se nič od tega ne bo naredilo. Se pa strinjam, da je neka kontinuiteta v zdravstvu do zdaj bila prej izjema kot pravilo, če gremo gledati po številu ministrov in tako naprej. In mislim, da ta proces, se pravi od tega, da ti daš neke, se pravi neke da rečemo hipoteze, da si jih pol v analizah potrdiš, do tega, da pol pripraviš zakonske predloge in jih na koncu spremeš, rabiš malo več kot po mojem 1 leto, oziroma je en mandat najmanj to, kar potrebuješ, da lahko nekaj resnega na tem področju narediš. Kar se tiče pa potem naprej tukaj sodelovanja z različnimi deležniki, jaz si samo želim, da bi bilo boljše. Hvala. Hvala lepa, gospod Božič. Gospod Bratušek, potem bom dal besedo na drugo stran. Izvolite. Najlepša hvala, sej, ne vem, a temu sploh kaj dodati, se sprašujem, če kolega to, kar govori, sploh verjame sam sebi. Ne v enem tednu, 500 dni, več kot 500 dni, več kot 70 tednov ste na oblasti, pa še kar se jočete, da imate premalo časa. Super, urgentni centri so končani, enkratno, rabili smo jih. A veste, kaj je v tem trenutku največji problem teh urgentnih centrov? Da ni ljudi, ki bi delali. Pejte pogledat. In v 500 dneh ali pa v 71 oziroma nekaj več kot 70 tednih niste uspeli rešiti tega problema. In če so te pikice, ki ste jih povedali, da ste tako zelo zadovoljni z njimi, največ,
kar ste lahko naredili v tem času, nas resnično lahko skrbi za zdravstveno oskrbo Slovenk in Slovencev. Jaz se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da je ali pa zdravniki, medicinske sestre in ostalo osebje v bolnišnicah po veliki večini dela dobro ali pa dela celo v danih razmerah odlično. Organizacija je tista, ki najbolj šepa. Bi si bilo treba iti pogledati delo kakšnega, ali pa organizacijo, ne delo, kakšnega koncesionarja, ki z bistveno manj stroški lahko naredi enako storitev. Vi nam pa tle prodajate ma se brez veze govoriti, no. Skratka, 15% ljudi čaka več ali pa dlje na to, da dobi oskrbo. To je vaš rezultat. Nažalost. Se pravi, čez 500 dni bo to 30% s takšnim načinom dela. Replika, gospod Božič, potem. Jaz ne vem, jaz sem malo slabo slišim, ali pa sem bil v kakšnem delu malo slabo razumljen. Jaz sem se osredotočil na to, da ne drži, da se nič ne dogaja in da se nič ne dela. Ne? In zdaj, če je to, kar sem nekako povedal, nič, pa je to pač vaše stališče, do katerega imate vso pravico, ampak eni premiki so bili narejeni. Kar se tiče pa čakalnih vrst, jaz mislim, da glede na to, da ste, kot se reče temu, vrgli rokavico ministrstvu, pričakujem, da se bo do tega tudi nekako opredelilo. Zaenkrat mislim, da kar so bila dana pojasnila, so bila predvsem z vidika tega, da se izvajajo pilotni projekti, pa v katerih bolnicah, konec koncev na obali sta to nekako, 200 celo z obale, ne, kar me veseli, tako da upam, da bo tam kaj učinka v pravo smer v relativno kratkem času. Sem bil pa napačno razumljen, da se tega, te težave ne zavedam ali pa da se mi zdi karkoli tukaj zanemarljivega. Ne? Tako da, prosim. Hvala lepa. Gospod Čokl, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa za besedo. Vršilka dolžnosti generalne direktorice UKC Ljubljana. Ker je bil v razpravi omenjen tudi UKC, se mi zdi, da je pomembno, da povem nekaj stvari, ki se dogaja na področju te ustanove. Glejte, dejansko se napotitve na sekundarni nivo zdravljenja povečujejo. Ob tem ne smemo mimo dejstva, ki smo ga mogoče prezrli ali pa ne jemali resno, ko je zdravniški sindikat Praktikum napovedal, da bo povečal število napotitev na sekundarni nivo, ker nima dovolj časa za obravnavo bolnikov na primarnem nivoju. In mi zdaj žanjemo sadove te odločitve. Definitivno je to odločitev zdravnikov. To ni, bom rekla, odločitev politike ali odločitve zdravstvenih ustanov oziroma bolnic, da tako rečem, bolnišnic, ki se soočamo pa z resnim problemom. Naj pa ob tem povem, da je v kliničnem centru konec leta prvič po dolgih letih zabeležen mesečni padec števila čakajočih. To je prvi vzpodbudni znak, da so ukrepi na področju organizacije dela in nasploh organiziranosti dosegli neke rezultate. Zdaj, bom rekla, ti koraki seveda niso, bom rekla, v javnosti publicirani, kajti danes se spremljajo samo afere, ne pa dobre stvari, ki jih naredimo. In bom povedala takole. Podaljšujemo operacijske čase. Od jutra do večera. Podaljšujemo, bom rekla, čase, v katerih se izvaja diagnostika. Namreč diagnostika je danes eden temeljnih problemov, kajti zdravniki se soočajo z problemom tožb.
In tožbe, ki se sprožajo proti zdravnikom, pravzaprav sprožajo povečan obseg diagnostike, kar pa pomeni povečano obremenitev naprav in s tem tudi avtomatično, tudi ponavljanje določenih postopkov, kar bi sicer v drugačnih pogojih bilo nepotrebno. In zato se soočamo tudi z problemom, da je pravzaprav oprema, na kateri se izvajajo stvari, praktično že amortizirana. Zato apeliram na oba bivša predsednika vlade, da je vlaganje v zdravstvo za področje materialne osnove, ne za področje plač in tekočega dela, ampak materialne osnove, na katerih se stvari izvajajo, pravzaprav neustrezno in da bi moral proračun tukaj absolutno več dodati. Kajti 3% amortizacija, ki je priznana v okviru cen zdravstvenih storitev, ne omogoča niti enostavno reprodukcije, se pravi enostavno obnavljanje, kaj šele kaj drugega. Ob tem naj povem, da smo sprejeli ukrep akreditacije bolnišnic. To je vsekakor zelo dobrodošel, da se naše bolnišnice lahko primerjajo z tujimi ustanovami. Ob tem pa smo pozabili na en bistven element, ki ga nismo vključili nikamor, da bodo do akreditacije zahtevale tudi materialna vlaganja. Kajti poglejte, v UKC Ljubljana se soočamo z problemom, da smo morali zapreti operacijske dvorane in da danes delujemo z manjšim obsegom operacijskih dvoran. 2 smo sicer uspeli usposobiti v letu 2015, še vedno pa jih imamo premalo in manj, kot smo jih imeli pred 4 leti. In zdravniki se dobesedno med seboj spopadajo z možnostjo ordinacijskega časa. Tako da so to tisti problemi, bom rekla, čist realni, vsakodnevni in zdravniki se močno zavedajo, da je treba čakalne dobe zmanjšati. In zato poskušamo stvari urejati na ta način. Seveda se srečujemo tle pa z problemom ekipiranja, se stvari izvajajo v ekipah, da imajo določeni poklici omejitve. In v zvezi s tem bi absolutno rekla, da je neživljenjsko, da naši radiologi po zakonu ne smejo delati več kot 36 ur na teden. Ob tem, da nimamo sevalnih naprav nič drugačnih, kot jih imamo v Nemčiji. In glejte, ker imamo mi v okviru, bom rekla, kolektivne pogodbe in na nivoju zakona o zdravniški službi tako opredeljeno, glejte, se moraš držati tega predpisa. In tu imamo problem, da dejansko je teh ljudi premalo za tisti ordinacijski čas, ki smo ga predvideli zdaj celo za zelo zahtevne in drage preiskave, to so magnetne resonance, tja v 11. uro zvečer. Zato, da dejansko naredimo preglede prej in ker so to v glavnem bolniki, pri katerih se sumi na rakovo obolenje, da se stvari izvajajo čim hitreje. Kar se tiče nabave, bom rekla, materialnih sredstev, dejstvo je, da se poskuša na vseh koncih in krajih, bom rekla, poseči v možnost odločitve zdravnikov bom rekla, in vplivanja na nabavo. Mislim, da smo v zvezi s tem že nekaj dosegli, ne bom pa rekla, da sem z rezultati že zadovoljna, ampak to je proces. Kar se tiče ostalih pogojev, bom še nekaj rekla, kar sicer je mogoče lahko malce sporno. Dajmo se nekaj zavedati. Mi izgubljamo zaradi neopremljenosti oziroma pomanjkljive opremljenosti tudi na drugih področjih. Namreč pod vprašajem so akreditacije naših laboratorijev, lekarne,
in drugih, bom rekla, stvari, ki so pravzaprav nujno potrebne za izvajanje zdravstvenih storitev. In tu ponovno apeliram, tu UKC Ljubljana nima dovolj sredstev, da bi zadeve izvedel, kajti v lekarni recimo imamo kompletno proizvodno za področje cele Slovenije parenteralnih raztopin, ki so nujno potrebne pri vsaki operaciji, da ne govorim, če pride do kakšne množične nesreče. In tu lahko imamo mi avtomatično ozko grlo in nam ne bodo pomagala nobena, bom rekla, intenzivno ekipiranje ljudi in vsega ostalega, če nimamo osnovnih materialnih pogojev, da stvari izvajamo. Kar se tiče ostalih zadev, naj povem, da smo v mesecu, zdajle v januarju, sprejeli odločitev o vključitvi UKC-ja v interoperabilno hrbtenico, kar pomeni hitrejše pošiljanje podatkov in rezultatov na vse nivoje, tako da se vključujemo zelo intenzivno tudi v e-zdravje. Mislim, da so te stvari zelo dobro sprejete, vsaj na področju Ljubljane, kjer ljubljanski zdravstveni dom ne sprejema nobenih pismenih, bom rekla, rezultatov zdravljenja več, ampak vse samo v digitalni obliki. In jaz mislim, da je to, glede na to, da je v UKC Ljubljana 900 mest, od kodar se pošiljajo, 900 mest je vključenih v elektronski sistem, kar je primerljivo samo z Pošto Slovenije, tako mimogrede povedano, in da smo uspeli, da vse te enote delajo brez problemov, tako z e-recept, tako, bom rekla, se uvaja e-naročanje in da se pošiljajo tudi vsa odpustna pisma in vse ostalo, kar relativno velik uspeh. In skratka, dela se na tem, da se dela v dobro bolnikov, predvsem pa, bom rekla, da se zmanjšuje čakalne dobe, ker to je bistveni element kvalitete zdravstva. Hvala. Hvala vam. Gospa Alenka Bratušek, izvolite. Glede na vse, kar ste povedala, gospa Čokl, me zanima, koliko ste v zadnjih mesecih imeli sestankov z ministrico za zdravje, njo osebno? Jaz osebno nobenega. Gospod Janša, izvolite. Ker sem ravno vprašal, ne sicer direktno. Zdaj, za zdravstvo nikoli ne bo toliko denarja, kot bi si ga želeli, ne? Ker so tukaj potrebe neomejene. Ne? Lahko govorimo zgolj o približevanju nekemu idealu. Vse to, o čemer se je govorilo, v veliki meri dejansko terja dodatna sredstva. In slej ko prej, glede na to, da je Slovenija družba, ki se stara in da bodo te potrebe objektivno rasle, tudi ne glede na vse ostalo, bo potrebno za to zagotavljati več sredstev. Sej, na nek način se to že dogaja, ampak ne dovolj. Seveda to ne bo šlo čez noč. Ne bo šlo čez noč, zato je sigurno prva prioriteta iskati rezerve. Zelo velike rezerve so še vedno v nabavah v zdravstvu. Še vedno. Znamo nešteto primerov. Jaz sem prej enega omenil. Zdaj bom prebral tole iz supervizorja. Slovenske bolnišnice v zadnjih 10 letih 196 milijonov evrov lastnikom Mladine. Ja, 196 milijonov evrov je šlo iz slovenskih bolnišnic nekemu podjetju, ki ima sedež v italijanski Gorici, ki ga večina Slovencev sploh ne pozna, nima nobene zveze z medicino. To, kar naredi, je, da nabavlja določene pripomočke za 1 evro in jih slovenskim bolnišnicam prodaja za 4. Strokovnjaki na temle spletnem portalu Portal Plus so zračunali, da je v 10 letih šlo tam do 150 milijonov evrov več, kot pa so bili ti zdravstveni oziroma medicinski pripomočki revni. Ne gre za
150 tisoč evrov, ne gre za 1,5 milijona evrov, gre za 150 milijonov evrov. Pa tudi, če so se zmotili za polovico, gre še vedno za silna sredstva. Zdaj, takšnih obvodov je verjetno še veliko. Dvomim, da je kakšen tako velik in tako ščiten in branen in nedotokljiv, sem ta je ogromen. Pa se o tem nihče ne upa niti govoriti. Niti odgovarjati na vprašanje. Čeprav so bili postreženi argumenti, številke, primerjave, kar se cen tiče na mednarodnih trgih, ki jih ni noben zanikal. Ampak to pa je še vedno teče. Kako vi mislite, da bo slovenska javnost, ki je to brala, ki to ve, zdaj, mislim, na davkoplačevalce pripravljena na zvišanje prispevnih stopenj, ki jih bo potrebno predlagati, dokler se te stvari ne počistijo in dokler se te rezerve ne uporabljajo. Jaz vam lahko vrnem vprašanje. Koliko ljudi mislite, da je po nepotrebnem bistveno prej umrlo zaradi teh 150 milijonov, ki niso prišli v zdravstveni sistem, so jih pa slovenski davkoplačevalci tja namenili? Ali ste kaj naredili za to, da se to spremeni? Ja, seveda. Samo še vprašanje, kaj bo glede tega naredilo Računsko sodišče. Izvolite, gospod Čukol. Ja, gledajte, ko ste govorili o tej firmi, zdaj jaz sicer moram reči, da govorim v imenu UKC Ljubljana. 196 milijonov evrov, da bi šlo v enem takemu podjetju v Italiji v 10 letih, se mi zdi neverjetna številka. Ja, glejte, ne vem. Vem pa, da obstaja to podjetje, ki je v lasti zamejskih Slovencev. In bom rekla, ja, gledajte, točno vam lahko povem tudi ime in priimek, ker namreč na to osebo sem naletela v okviru, ko sem gledala seznam dobaviteljev. In se bom jaz nekaj drugega vprašala. Zakaj mi, kot Republika Slovenija, ob tem, ko vemo, recimo za take zadeve, gospod Janša, jaz sem to, bom rekla, videla prvič pred malo manj kot enim mesecem, ker sem v UKC-ju 1 mesec pa pol, mi še vedno tako izdatno podpiramo tudi Slovence v zamejstvu. Nima veze, gledajte, nima veze. Jaz bom pa rekla, da ima zvezo. Zaradi tega, ker ti ljudje so eni in isti in ti ljudje, vam bom povedala pa takole, čisto konkretno, če ne dosežejo svojega, gredo, bom rekla, najprej pridejo na urad za zamejce, če tam ne dosežejo, grejo v druge institucije, grejo do predsednika vlade in grejo do predsednika države. Oprostite, sama sem to doživela. Nima veze, ampak take so, eno so gospodarske poti, drugo so politične poti. Dajmo te zadeve presekati, absolutno, samo dajmo jih presekati na vseh ravneh. Pa jih dajmo presekati na ustrezen način. Določeni ljudje so se v zamejstvu zelo, zelo dobro organizirali in še vedno trdim, imeti poklic zamejca je pravzaprav zelo ugodna pozicija. Zelo ugodna. Gospod Janša. Jaz sem zdaj zelo vesel, da sem odprl to debato, ker upam, da se je magnetogram korektno naredil. Te zadnje izjave, ki v bistvu potrjuje, da se ti medicinski pripomočki ne nabavljajo po komercialnih cenah, ampak pač, da se s tem podpira neke kao zamejce po svetu. Jaz vam tukaj lahko poiščem v 2 minutah lastniško strukturo te firme KB89 ali kako se že imenuje. Tam je zelo malo v lastniški strukturi zamejskih Slovencev. Predsednik nadzornega sveta je, mislim, da znani slovenski bankir Detiček, ki živi v Ljubljani. Ne govorimo o 2 različnih. Zdaj, lastnik, ki ni večinski, je pa največji, je nek sklad, ki je registriran v Luksemburgu in se ne ve, kdo je pravi lastnik.
ustanovil pa leta 1989. Skratka, gre za zadeva, ki nima nobene veze z interesi zamejskih Slovencev. Vprašajte kogarkoli, vprašajte kateregakoli predsednika, katerekoli organizacije. Nobena dejavnost zamejskih Slovencev se na ta način ne financira, pa tudi, če bi se, bi bil to kriminal. Ne, če bi se iz zdravstvenega denarja to financiralo, ne, in ta denar ne bi šel v tje, kamor ga davkoplačevalci namenijo. Ne vem, če se zavedate, kaj ste prej rekli. Ne. Čeprav verjamem, da ste na to naleteli in da se pač to dogaja in da se pod to krinko dogaja še marsikaj. Ne. Slovenija v proračunu namenja denar za slovenske organizacije. Imamo urad, ki to razporeja, imamo komisije, ki odločajo o stotinah evrov. Ne. Tukaj gre pa za 20 milijonov evrov na leto, ne gre vse iz kliničnega centra, ampak večji del pa ja. Večji del pa ja po podatkih, ki so predvideni. Tako da preden govorimo o tem, kako je treba od davkoplačevalcev več zahtevati, je treba zagotoviti, da to, kar dajo za zdravstvo, tja tudi dejansko pride. Ja, hvala lepa. Zdaj, izvolite, gospod državna sekretarka, če boste kaj v zvezi s tem. Če se osredotočite na to, kar zdaj se pogovarjamo. Absolutno. Gospod Janša, rekli ste, da ste 10 let, to je pomeni od leta 2006 dalje do danes opazovali velik odtok. Ja, 10 let sem tako pa zračunala, ampak saj vseeno. Ministrstvo za zdravje je že v tej vladi in v prejšnji vladi namenilo zelo, zelo veliko naporov k skupnim javnim naročilom. Naj povem, da je celo vladni projekt te vlade, skupna javna naročila v javnem sektorju, kjer zdravstvo intenzivno sodeluje. Ne samo pri zdravilih, ki smo jih uspešno izpeljali v času prejšnje vlade, ampak tudi na poenotenju nabave medicinsko-tehničnih pripomočkov, kjer si želimo in delamo vse na tem, da bi zagotovili čim bolj jasno, transparentno in pa tudi stroškovno učinkovito nabavo. Samo zelo kratek komentar na javna naročanja in pa na poskus odtoka kakršnihkoli sredstev za namen, ki za to ni predviden. Ja, hvala, gospod državna sekretarka. Malo ste tole zgeneralizirali, zdaj so zadevo. Tukaj govorimo pač o 150 milijonih. Ne, sej, veste, kanalizira se tako, da se kupi po ena, pa proda po 4. Ne, se to je zelo enostavno, veste, in tukaj so morda vsa naročila zelo v redu. Najprej ima gospod Janša repliko. Glejte, za teh dejstva ne moramo spremljati 10 let. Za ta dejstva se ve od lani. Zračunana so bila pa na podlagi podatkov, ki so v supervizorju. Samo tipkate in vem padejo stvari. Ne. In doslej jih ni še nihče zanikal. Ne. Tako da ne ve se, prej se to ni vedlo. Če bi se vedlo, verjamem, da bi se ukrepalo. Ne. Tudi zdaj bi se morali, ko se ve. In ravno kar sem potegnil ven tega glavnega lastnika, to je družba Vega Finance v Luksemburgu. Piše, ker luksemburška zakonodaja dopušča anonimne delniške družbe, lastniki Vega Finance ostajajo neznani. Tako da ne vem, kako vi veste, da so to zamejci, če so neznani. Počas. Ja, zdaj ima najprej besedo gospod Božič. Boste pol. Ja, jaz sem omenil vprašanje samo za gospoda Janša, ki je predal en podatek, pa me samo zanima. Glede raka, pač, da je Slovenija na dnu, to vsekakor ni neka dobra novica. Zdaj edino me zanima pač samo vir te informacije, da si to lahko malo bolj pogledam. Eurostat razpolaga s podatki. Kar se tiče Eurostata, kot jaz vem, zadnji podatki so, za ta, kar je se pravi podrobno obravnavo, je 2.4.2.12, prejš teh podatkov bo julija 2016, samo se pravi, to gre za novico, pa me samo zanima, za katero leto se to nanaša, ker vem, da podrobni podatki so na voljo za enkrat, samo do vključno 2012,
Se pa strinjam, da je to težava. Takrat smo se znajdli dejansko v eni skupini, se pravi z Madžarsko, Hrvaško, Slovaško, Latvijo, Poljsko, Češko, kar je morda malo nenavadno, če gledamo delež, koliko mi namenjamo za zdravstvo, oziroma kako imamo mi zastavljen zdravstveni sistem napram njihovemu, verjetno je tu kaj manevrskega prostora. Se je pa na tej neslavni lestvici spodaj znašla tudi Danska, ne? Kar me pa še posebej preseneča, glede na njihov odstotek davkov oziroma prispevkov v BDP-ju, ki je v primerjavi s Slovenijo enormen. Tako da samo, če mi ta podatek. Hvala. Gospod Škoberne ima naslednje besede, potem je, mislim, da gospod Bratušek, potem bomo dali besedo na drugo stran. Najlepša hvala. Pa gospod Janšaš. Gospod predsednik. Jaz bi samo eno stvar želel, če lahko še enkrat poveste, a sem vas jaz pravilno razumel, da lahko vi tudi z imenom in priimkom poveste, da obstaja organizirana združba zamejskih Slovencev, ki namenoma črpa denar z tako imenovanim prelivanjem iz naslova nabave, oziroma ali lahko z imenom in priimkom opišete tiste, ki vkolikor tega denarja ne dobijo na tak način, lahko preko ministra ali predsednika vlade dosežejo, da se to izvrši na tak način. Ker zdaj nimam pred sabo magnetograma, pa bi morda predsednik, vkolikor je to mogoče, prejšnjo izjavo, mislim, da bi bilo, oziroma prejšnjo razpravo smiselno videti še enkrat, potem smo mi tukaj dolžni ugotoviti, ali vemo, kdo so te ljudje, kateri so te ljudje, in to predati nujno organom pregona, če za te stvari vemo. In se mi zdi pozitivno seveda, da se o tem pogovarjamo, ne glede na to, da tudi sam menim, da ta številka, o kateri govori gospod Janša, morda ni zdaj do vejice natančna, ampak če mi vemo, kdo to je, potem je na tej komisiji, če kje potrebno to povedati in pojasniti, kakšen krog, kdo je šel do katerega ministra in kater denar se je po kakšnem kanalu na tak način prelil iz javnega v zasebni žep. Pa bi prijazno prosil, če lahko to razčistimo. Hvala lepa. Ja, bom dal besedo gospe Čokl, se pravičujem, prej pa gospa Bratušek. Če jaz se samo pridružujem temu, ker sem v bistvu hotela enako, pa ne prositi, kar zahtevati, ker je gospod Čokl v bistvu povedala, da ve ime in priimek. Če gre za drugo podjetje, še toliko bolj zaskrbljujoče, ker potem k temu prištejemo še nekaj. Nedopustno, da nekdo služi na ta račun, to je prva stvar, tako grdo in tako mastno. Drugo, zamejske Slovence vpletati v to, jaz podpiram, da povemo ime in priimek, gospod predsednik, in jaz mislim, da smo dolžni mi dati to zadevo tistim, ki jo morajo resno preiskati. Tudi, če danes imen in priimkov ne dobimo, vemo, kje podatki so. In definitivno moramo sprejeti sklep, da se v zvezi s tem ukrepa. Hvala lepa, gospa Bratušek. Preden dam besedo gospe Čokl, seznanjam še s tem, da gospod Kamal Izidor Šakr nadomešča gospod Urško Ban. Zdaj pa izvolite, gospod Čokl. Ja, jaz bi sam nekaj rekla v zvezi z številom smrti za raka. Glejte, Slovenija je verjetno tudi kot posledica dejstva, da ima ena redkih držav, ki ima zelo dober register raka, enega najboljših v Evropi, pravzaprav neupravičeno uvrščena na visoko stopnjo smrtnosti za rakom. To ne kaže na to, da je zdravstvena obravnava toliko slabša. Kajti take registre raka, kot ga imamo v Sloveniji, si drugje pravzaprav zaradi velikosti držav niti ne poskušajo uvesti. In če rečem samo to, da v Nemčiji imajo organizirano zdravstvo na deželnih ravneh, na, bom rekla, praktično državni ravni, bom rekla, enotne politike in enotnih registrov pravzaprav niti nimajo v takem obsegu, kot jih imamo mi.
Zdaj, kar se tiče pa, bom rekla tole, kar sem spodbudila, bom rekla tole debato, bom pa rekla takole. Jaz sem govorila o eni drugi firmi, ne o firmi, o kateri je govoril gospod Janša. Lahko pa rečem nekaj. Hvala za to informacijo, takoj bom zadevo pogledala, bom rekla, ker očitno se ta firma ukvarja ne samo z dobavo, da lahko pride v slovenskem prostoru do zneska, o katerem govorite, 196 milijonov, ne more biti dobavitelj samo medicinskih pripomočkov, ampak mora biti dobavitelj, bom rekla, v širšem obsegu. Kaj pa se, bom rekla, konkretno dobavlja tak, recimo lahko tak dobavitelj, bomo pa vsekakor pregledali. Bi pa še nekaj rekla. V slovenskem zdravstvu se absolutno spoštujejo pravila javnega naročanja. In vkolikor, in generalno gledano, imamo na posamezno ponudbo 3 ali 4 ponudnike. In izbran je tisti, ki ima najnižjo ceno. Zdaj, kdo pa je v posameznem primeru, bom rekla, izbran, ne bom komentirala, dejstvo pa je, da bomo vsake take zadeve, če se ugotovijo anomalije, absolutno takoj ukrepali in zadeve preprečili. Hvala. Hvala. Gospod Janša. Ja, gledajte, to bi že lahko, ta stvar je stara skoraj pol leta, ne? Odkar je bila v javnosti. Ne mi reči, da niste videli, sej koliko vem se o tem govorilo tudi na nadzornem svetu kliničnega centra, se ni nič spremenilo, ne? Pod prejšnjim vodstvom. Zdaj, če je to druga firma, še toliko slabš, ne? Tem jih je več, ki se s tem očitno ukvarjajo na ta način. Bilo zanimivo slišati, za kjero gre, ne? Ampak jaz mislim, da gre za eno in isto, res pa je, da z enega istega lastnika res pa je, da ima več podjetij, ne? Ampak supervizor združuje te podatke glede na lastništvo lahko tudi, ne? In ti podatki so vsi supervizore in so uradni in se bojim, da je kaj kvečemu več kot manj, ne? Se pravi, to, kar supervizor ne pokaže. Zdaj, to je pa Eurostat, ne? Kar se raka tiče. Podatki so za leto 2013. Slovenija je najvišje, zadnja je Bolgarija, ampak zelo na repu je tudi Finska, Latvija, nizko je tudi Švedska, Nemčija. Težko bi nek tak vzorc našli tukaj, da bi razloge zgolj nekemu zajemanju podatkov pripisali. Vse razlogi za raka so različni in tudi umrljivost ni zgolj vezana na stvar zdravstva, je pa to vse en pomemben faktor, ne? In tega pač ni možno zanemariti. Tako da, in ker je rak bolezen razvitih okolij, ne, je zelo pomemben pokazatelj, ki ga je treba uporabiti, ko gre za primerjave, standard, ne, življenjsko okolje, odstotek denarja, ki ga daš tudi za zdravje, ne, in na podlagi, če se to upoštevamo in gledamo ta graf, ne, in poiščemo vse možno olajševalne okoliščine, je še vedno ta vrstitev grozljiva. Če je par procentov nižje, ne, razumete, to je ta lestvica. Zdaj zgolj statistika se zgolj. Jaz dvomim, da imamo mi najboljš statistiko od vseh 28 članic Evropske unije. Dvomim. Ja, v redu, eno najboljših, ampak so tudi drugi, ki so nekje primerljivi, pa so nižje, ne, tem podatkom. Nima smisla, da iščemo izgovore, ampak treba stvar dokaj realno pogledati, ne. In na koncu vedno pridemo do denarja. Gospa Pirnat, izvolite. Hvala lepa. Torej za uvod, pri obravnavi rakavih bolnikov seveda čakalnih vrst ni.
Drugo, kar se tiče statistike, je tukaj ključnega pomena in na to smo tudi Eurostat sami opozorili že. Namreč Slovenija ima res najboljši zajem podatkov in ima najboljši zajem vodenja in tudi obravnave slehernega rakavega bolnika. In tam, kjer se pri drugih državah pojavi ničla, se pri nas pojavi konkretna številka, ker o tem poročamo. Tretjič, ti podatki so za leta, ki so zdaj že kar nekaj let nazaj, zato so se že od takrat konkretni programi in ukrepi, zlasti za preprečljive rake, povezani z kajenjem, povezani z rakom debelega črevesa, z rakom dojke in pa z rakom materničnega vratu izpeljali. In odlične rezultate na tem področju že beležimo. Četrtič, rakava bolezen se razvije po najmanj 20 letih neke izpostavitve agensu. In na te podatke o rakavih bolnikih, kjer pa so primerljivi z drugimi, moramo gledati glede na dejavnike, ki so jih povzročili v preteklosti. Lahko se vprašamo, kaj je bilo v Sloveniji pred 30 leti tako drugače, kot je bilo v drugih evropskih državah, kjer je stanje boljše, da imamo danes tako stanje. Na podatke o rakavi bolezni ne moremo nikoli gledati v tem trenutku, ampak so odraz številnih dejavnikov, to pomeni dejavnikov iz okolja, bivanja, sociale, prehrane v preteklosti, v konkretnem podatku, o kateri pa poročamo, pa o načinu poročanja. Tako da o rakavih bolezni še enkrat, čakalnih dob ni in vsi ukrepi za zmanjševanje, ki jih izvajamo, se kažejo kot izjemno uspešni, zlasti pa program SVIT, kjer smo z podatki in pa z izplenom trenutno med najboljšimi evropskimi državami. Hvala lepa. Gospa Pilnac, zdaj se je javil še gospod Škobrne, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz bi vas vseeno na nek način postopkovno prosil, da pozovete vabljene, da odgovorijo tudi na vprašanje, ki sem ga predhodno postavil na vezavi z razprave, ki so bile dane. Mene vendar zanima, če mi z imenom in priimkom vemo, kdo hodi k ministrom in lahko kar tako dobi javni denar. To je predmet Komisije za nadzor javnih financ. Jaz mislim, da bo odbor za zdravje lahko v vprašanju, kako se pri nas zagotavlja standard zdravljenja raka, še razpravljal. Mene pa zanima, kdo lahko pride k ministru, predsedniku vlade, sploh če je to organizirano ena in ista skupina in tako in drugače izsili svoj denar. Se mi zdi to precej bistveno vprašanje in bi želel najprej vprašanje A, ali sem to pravilno razumel, če ne bom šel še enkrat brati magnetograme, B, kdo so ti ljudje, za katere pravite, da jih z imenom in priimkom poznate, in če ne gre drugače, jaz predlagam, da tudi kakšno prekinitev naredimo, če je to potrebno za to, da lahko ugotovimo, ali smo pravilno razumeli ali ne, in če smo pravilno razumeli, kako bomo postopali naprej, da to stvar urgentno razčistimo. Hvala lepa. Hvala. Gospa Čokar, želite še tega dodati, ker to se je nanašalo na vas in jaz mislim, da zdaj tukaj je konkretno vprašanje, ko zahteva konkreten odgovor in komisija je za to, da ščiti javne finance, bilo je veliko govora o milijonih, da tako rečem, vi ste omenjali te povezave in zdaj vas gospod Škobrne poziva, da dejansko poveste ta imena oziroma, ja, to. Ja, gledajte, sej to ni nobena skrivnost. Poglejte, bom rekla, kdo so voditelji posameznih, bom rekla, organizacij in boste dobili imena takoj, brez problema, a ne. Zadeva je samo v tem, a veste, niso pa vsi enaki, da bom rekla, ker nekateri imajo pač gospodarske interese, ker imajo od zadnjih podjetja. Glejte, da vstopajo v različne evropske projekte in bom rekla, tle je splet večjih zadev. Veste, to gre za regijsko sodelovanje in gre za pravzaprav sodelovanje tako imenovano regijsko, ja, bom rekla, sodelovanje in gledajte, vse tu se namenjajo sredstva, to bom rekla in
to ni noben problem. Glejte, če je zadeva, pa da naprej odgovorim kar v repliki, kot sem rekla, jaz bom takoj ukrepala, ker sem v kliničnem centru, bom rekla še ne 45 dni ali 45 dni, nekaj takega. V glavnem, glejte, takoj bom pogledala, bom rekla, o čem ste vi govorili, ne, in vam zagotavljam, stvari se bodo, bom rekla, v zelo hitrem času uredile. Res pa je nekaj, da je vprašanje, ne smemo pa prelomiti strateških verig, tam, kjer smo odvisni od posamezne zadeve. Na to vam pa žal v tem trenutku ne morem dati odgovora. A ne. Kar se tiče imen, pa gledajte, da se vrnem nazaj na to zgodbo, pa te imena sploh ni težko dobiti. Samo dve organizaciji ste, SKGZ pa Slovenska skupnost, kjer predsednik pravi. Ja, gospod Škobrne, izvolite. Spoštovani, jaz se še enkrat opravičujem, jaz sem mogoče bolj trde glave. Gospod Fakin mi je prej rekel, da sem malenkost mlad, pa se bom še kaj naučil. Vi ste eno zelo konkretno verigo omenili in pravite, da lahko imena tudi naštejete v kontekstu, nisem govoril o evropskih projektih, ampak v kontekstu tega, da nekdo hodi do predsednika vlade in do ministrov in tam izsiljuje denar. Zdaj, ali mi prosim kategorično rečete, da tega nisem slišal v vaši razpravi, pa bom to tako razumel in bom nehal svojo trmoglavljenjem. Če pa sem to pravilno slišal, mi bo prosim to pojasnite naprej. Hvala. Ne, lahko govorim za preteklost, za današnji čas ne morem govoriti. Bom rekla, v preteklosti se pa lahko zadeve pogledajo. Vi ste šele 45 dni, pa so že obiskali. Ja. Gospa Bratušek, izvolite. Gospa VD direktorce, od 8. decembra ste tam, na tej strani sedijo poslanci Državnega zbora, člani Komisije za nadzor javnih financ in vi nam rečete, da ne rečem, si upate reči, ne gremo brskati po podatkih. Ime in priimek, ki ste ga omenjali, jaz pa ne prosim, ampak zahtevam, da se ga pove. Želite besedo, gospod Čuk? Ne vem, jaz bi se morala posvetovati, če sem vam dolžna to ime povedati. Ne vem, lahko mislim, glejte, zadeva je potem, da je to Erik Švab. Erik Švab je v projektih, bom rekla, vseh mogočih, tako da, glejte, to je to. Izvolite, gospod Brat. Sicer nimam formuliranega sklepa, ja, kako je ta gospod povezan z zamejskimi Slovenci in vsemi organizacijami, boste verjetno kje drugje morala razlagati, ampak jaz predlagam, nimam oblikovanega sklepa, gospod predsednik, če rabimo si vzamemo 5 minut pauze, ampak jaz mislim, da v zvezi s tem neki mi kot komisija, glede na navedbe, ki so tukaj bile povedane, moramo narediti. To je moje mnenje. Kot sem pa rekla, sklepa v tem trenutku nimam napisanega, so pa obtožbe zelo hude, zelo resne. Zdaj ne vem, ker nismo, ne vem, a se ta seja zdaj snema, prenaša ali ne, ampak tudi javnost bo to tako ali pa drugače zvedla, tako da dolžni smo ukrepati. Ja, predlagam sklep, poseben sklep glede tega. Jaz nimam napisanega, ali ampak samo delno napisanega in ga bom prebral. In sicer poseben sklep ne bi se glasil, poleg tistega splošnega, da rečem. Komisija poziva Računsko sodišče, Vejca ter ostale pristojne organe, tukaj jih lahko naštejemo, če želite, samo da nam bo kakšnega spustili, da razišče
dejstva, ki so bila povedana na seji Komisije za nadzor javnih financ. Poleg tega pa priložimo magnetogram. Bo hitreje, magnetogram čez 2 meseca. Izvolite, gospod Božič. Zdaj samo en, morda lepotna, In ampak deluje v skladu s svojimi, da razišče in delujejo v skladu s svojimi pristojnostmi. kar se tiče to, da razišče dejstva, jaz bi to zamenjal s trditvami, ne? Prav, Samo toliko. V redu. Ker ne vem, Trditve, če so, ja, to v je redu. pač treba preveriti. To je Razišče- sigurno dejstvo, da je treba preveriti. Ne vem pa, če je to... da razišče trditve in ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Glede oseb, tukaj so mišljene fizične in pravne osebe, ki so bile navedene na seji Komisije za nadzor javnih financ dne 2. februarja 2016. Lahko glasujemo o tem sklepu. Začenjam glasovanje o tem sklepu, ki sem ga povedal. Glasujemo. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je ta sklep bil sprejet 6 glasovi za in nobenim proti.